Prvi namig. Klavdij Galen je proučeval anatomijo na truplih, opicah in prašičih in svoje znanje nato prenesel na človeka. Po njem se danes imenujejo galenska zdravila. Skalpel je mali ostri nož, ki se uporablja v kirurgiji, anatomiji, patologiji. Medicinske skalpele delajo iz ogljikovega jekla. Obstajajo tudi taki, ki se proizvajajo iz diamantov. Kaj je to? Kaj? Ne, nič, nekaj berem. Imaš ti še veliko za narezati. Ja, kar nekaj. Da bi malo pomagala, ne? Drugi namig. Hipokratova prisega je prisega, ki jo študentje izrečejo ob zaključku študija. Zahteva, da prisežejo pri bogovih zdravja, ter da bodo branili številne etične standarde svojega poklica. Kakšen človek mora biti zdravnik družinske medicine, da vse to upravlja, kar se da učinkovito? Jaz mislim, da mora biti človek predvsem z eno dobro mero zdrave, dobre volje, eno dobro mero zdravega, dobrega občutka, predvsem pozitivno naravnan k stvarem, se pravi, da najde tudi rešitev takrat, kadar navzven ne izgleda, da bo zlahka rešljiva. In predvsem mora biti človek, ki ima malo lastnih težav, kajti če imaš veliko svojih težav, težko pomagaš drugim, ki imajo tudi težave. Skratka, vesel, smejoč človek, želen po znanju, to ne bi bil dober zdravnik. Veste, da živi sam v neurejenih razmerah, to vam vaša sestra pove, ki dela z vami na ambulanti, sestre veliko vejo, in vam pove tudi, da je mu žena umrla pred 3 meseci. Kaj mislite? Kaj bi mu lahko bilo? Alkoholik? Dobro. To je ena možnost, ne? Depresiven je lahko. Ja, lahko je depresiven. Zakaj? Žena mu je umrla. Žena mu je umrla. Kaj bi še lahko bilo? Respiratorni efekt, recimo, ker kašlja. To je prva stvar, kar moramo vedeti, je, kakšne diagnoze pridejo v poštev in kako se tem, kakšna je diferencialna diagnostika in kako se te diagnozi postavijo. Zdaj najprej treba zaključiti 6 letnikov medicine, potem pripravništvo, potem je pa specializacija. Kako pa poteka? Ja, specializacija iz družinske medicine traja 4 leta, od tega polovico v bolnišnicah, na bolnišničnih oddelkih, polovico je pa v ambulanti pod mentorstvom. To pa gredo študenti vsak k svojemu mentorju in ob njem delajo. In ga spremljajo predvsem tem, kar ta mentor dela v ambulanti, grejo z njim na hišne obiske, gredo z njim dežurati, tako da malo doživijo, kaj pomeni biti zdravnik družinske medicine in zahtevajo, da so z njim poln delovni čas. Potem pa seveda s časoma dela pa tak specializant povsem samostojno praktično in je mentor samo na voljo za posvet, če mu slučajno kaj ne bi šlo, če bi se kaj zapletlo.